Živijo, tukaj Oli iz History Profiles in v današnjem videu si bomo ogledali življenje Madame de Montespan, kraljeve ljubice kralja Ludvika XIV., ki so jo nekateri imenovali prava kraljica Francije. A vendar je imela temno skrivnost, ki je prišla na dan med zloglasnim škandalom z umori, imenovanim Afera s trupi. Njeni obtoževalci so trdili, da je častila hudiča, da bi osvojila kraljevo srce. Françoise Athénarise de Rochechouart de Montemar, znana kot Madame de Montespan. Rojena je bila 5. oktobra 1640 v družinskem dvorcu na zahodu Francije. Izhajala je iz dveh plemiških družin, ki sta lahko svojo rodovino sledili več stolet nazaj. Ta dolgoživost med plemstvom je bila izjemna, kar pomeni, da sta bila njena starša izredno visokega položaja. Njen oče je bil Gabriel de Rochechouart, vojvoda Montemarta, princ Done do Najšarente. Njena mati je bila Diana de Granson, dvorna dama Ane Avstrijske, soproge francoskega kralja. Kot otrok sta bila njena starša zaposlena na dvoru, zato je morala ostati na družinskem posestvu, kjer so jo poučevali zasebni učitelji. Občasno je spremljala mater na dvor v Louvre, vendar se je to končalo pri 12 letih, ko so jo poslali v samostansko šolo. Tukaj je ostala naslednjih 5 let. V tem času se je naučila brati in pisati na solidni ravni ter nekaj matematike. A nad vsem drugim so jo učili o veri in lepi vzgoji. Pravijo, da je bila Françoise zelo verna deklica in da je kot mlada ženska redno hodila k maši in prejemala obhajilo. Leta 1658 je Françoise zapustila šolo. 2 leti kasneje, ko je bila stara 20 let, pa je postala častna dvornica princese Henriete Ane Angleške, ki je bila žena brata kralja Ludvika XIV. Seveda je ta položaj dobila le zaradi vpliva svoje matere in visokega ugleda svojega družinskega imena. Leta 1661 se je Françoise zaročila z moškim po imenu Louis Alexandre de la Trémoille, a vendar ni bilo usojeno. V nesrečni seriji dogodkov je bil Ludvik Aleksander prisiljen pobegniti iz Francije, ko je svojemu prijatelju sekundiral v dvoboju. Zaradi pretepa 8 moških je bil en moški ubit, kar je pomenilo, da bi bil njen zaročenec verjetno usmrčen, če ne bi pobegnil iz države. Vendar pa je kmalu zatem Françoise poznala mlajšega brata moškega, ki je bil ubit v tistem istem dvoboju. Njegovo ime je bilo Louis-Henri de Pardillon de Gondrin, marquis de Montespan. Kmalu sta se zaljubila in se nato januarja 1663 v Parizu poročila. Françoise, zdaj gospa de Montespan, je kmalu zatem rodila otroka, ki so ga poimenovali Christine. Leta 1665 je nato rodila dečka, ki so ga poimenovali Louis Antoine. Žal pa je bil njen mož zasvojen z igrami na srečo in je bil impulziven pri svojih potrošniških navadah. Očitno je to družini povzročilo veliko finančnih težav. Par je živel v lepi hiši blizu Louvra, kar je gospe de Montespan omogočilo, da je obiskovala dvor in opravljala svoje dolžnosti kot dvorna dama vojvodinje Orleanske. Na dvoru je bila znana kot velika lepotica z odličnimi potezami. Poleg tega je bila odlična sogovornica z veliko duhovitosti in šarma. Njen način izražanja jo je naredil zelo privlačno za moške na dvoru in seveda je veliko snubcev poskušalo osvojiti njeno naklonjenost, kljub temu, da je bila poročena. Njena lepota in šarm sta hitro pritegnila pozornost kralja Ludvika XIV., ki jo je kmalu začel osvajati. Ni znano, kdo od njiju je bil bolj odločen osvojiti drugega, vendar se zdi, da sta bila oba zainteresirana za začetek intimne zveze. Prvi znaki njune afere so se pojavili po zimi leta 1666 do maja 1667, pa so ju že videvali sama. V tem času je bila uradna ljubica Ludvika XIV. Louise de la Vallière, položaj, ki ga je Montespanova želela prevzeti od nje. Kljub kraljevi prejšnji naklonjenosti do Lavalierjeve, se zdi, da je počasi začel izgubljati zanimanje zanjo in si je želel vzpostaviti razmerje z Montespanovo.
Čeprav je Lavalirjeva vedela za namene Montespanove, je bila naivna in je verjela, da kraljevo srce pripada njej, zato bi bili vsi poskusi Montespanove zaman. Očitno se je celo smejala njenim bednim poskusom. Vendar pa je bil prav ta odnos tisti, zaradi katerega je Lavalirjeva kmalu izgubila svoj položaj. V tem času sta bili tako Lavalirjeva kot kraljica Marija Terezija noseči in sta zato prosili Montespanovo, naj zabava kralja med zasebnimi večerjami. Montespanova si je pridobila prijateljstvo obeh žensk, vendar sta kmalu obžalovali, da sta ji dovolili se tako zbližati s kraljem. V enem primeru je Madame de Montespan opazila, da jo kralj naskrivaj opazuje, medtem ko se umiva. Pravijo, da je nato spustila svojo brisačo in kralju dovolila, da si jo ogleda. Potem kralja Lavalirjeva ni več posebej zanimala, vendar je, da bi prikril novo razmerje, nekaj časa obdržal ob sebi in celo obe dami preselil v povezani sobi, ki sta jo morali deliti. Lavalirjeva je na dvoru ostala še nekaj let, a potem, ko je izgubila svoj položaj proti Montespanovi, je nazadnje odšla in vstopila v samostan. Čeprav je bila Montespanova znana po svoji lepoti in šarmu, verjetno to ni bil edini razlog, da je tako zlahka osvojila kralja. Različni zapisi in pričevanja med zloglasno afero s trupi so trdili, da okoli leta 1665 je Madame de Montespan začela obiskovati medijko po imenu Katarina Monvoisin, znano kot La Voisin. Bila je zloglasna figura kriminalnega podzemlja, ki je ponujala različne storitve, od vedeževanja, splavov, strupov in še več. Po teh poročilih je bila Montespanova odločena osvojiti kraljevo srce in postati njegova uradna ljubica. Trdili so, da je Montespanova kralju dajala afrodizijake, ga zapeljala in nazadnje sodelovala pri črnih mašah, da bi osvojila njegovo srce. Domnevno sta med temi rituali Lavoisin in Montespanova klicali hudiča in se mu molili za kraljevo ljubezen. Eden od zapisov o tem, kako so ti rituali potekali, se glasi takole. Črn kos žameta je bil razgrnjen čez oltar, nanj pa se je kraljeva ljubica ulegla popolnoma gola. Prižgali so 6 črnih sveč. Obrednik si je nadel mašni plašč, izvezen s skrivnostnimi znaki iz srebra. Zlata patena in kelih sta bila postavljena na goli trebuh živega oltarja. Vse je bilo tiho, razen tihega, monotonnega mrmranja bogokletne liturgije. Pomočnica se je priplazila naprej, v naročju je držala dojenčka. Otrok je bil držan nad oltarjem, oster rez čez vrat, zadušen krik in tople kaplje so padale v kelih ter se razlivale po belem liku spodaj. Truplo so izročili Lavoisin, ki ga je hladnokrvno vrgla v peč, narejeno prav za ta namen, ki je žarela belo od vročine. Te črne maše naj bi Montespan uporabljala ne le zato, da bi osvojila kraljevo srce, temveč tudi zato, da bi ga obdržala, takoj ko je pokazal zanimanje za drugo žensko. Kljub obsežnim pričevanjem ni bilo nobenih dokončnih dokazov, ki bi Montespan povezovali z Lavoisin in njenimi dejanji. Ne glede na resnico teh obtožb, je Madame de Montespan končno postala kraljeva nova ljubica julija 1667. Kljub vsemu, kar se je dogajalo na dvoru, Montespanin mož nekako še vedno ni vedel za ženino afero. Bil je odsoten, ker je služil v vojski in šele junija 1668 je izvedel, da je njegova žena noseča s kraljevim otrokom. Ko je to izvedel, je Ludvik Henri postal jezen in nasilen. V enem izmed incidentov je dal svojo kočijo prebarvati na črno in rekel, da žaluje zaradi izginotja svoje žene. Po kratkem zaporu ga je Ludvik XIV nato izgnal na jugozahod Francije. Naslednje leto so mu dovolili vrnitev v vojsko, vendar je po ugrabitvi dekleta in napadu na meščane skupaj s svojimi možmi moral pobegniti v Španijo. Šele leta 1674 sta Montespanova in njen mož uradno živela ločeno. Leta 1669 je Montespanova rodila prvega otroka s kraljem.
S časoma sta imela še 6 otrok. Leta 1673 je Ludvik XIV. Priznal 3 žive otroke para in jim dal kraljevski priimek de Bourbon. Montespanova je bila zaposlena na dvoru in je imela malo časa, da bi skrbela za potrebe svojih otrok. Zaradi tega so večino svojega otroštva preživeli svojo guvernanto, gospo Scarron, ki je bila tudi tesna prijateljica Montespanove. Ker je Montespanova prešuštvovala s kraljem, jo je rimsko-katoliška cerkev začela obravnavati kot sovražnico. Ob neki priložnosti leta 1675 je Montespanova prosila duhovnika za pokoro, da bi lahko prejela velikonočno obhajilo. Vendar i ta duhovnik, ki je poznal njen škandalozen in nečasten sloves, ni hotel podeliti odveze in je rekel: Ali je to gospa, ki pohujšuje vso Francijo? Pojdite in opustite svoje pohujšljivo življenje. In na to pridite in se vrzite k nogam služabnikov Jezusa Kristusa. Do tega trenutka so nekateri gospode Montespan imenovali za pravo kraljico Francije, zaradi njenega vpliva na dvoru in dolgoletne romantične zveze z Ludvikom XIV. Vendar se je njeno tako imenovano vladanje končalo uničujoče leta 1677, ko so jo povezali z največjim škandalom desetletja, afero s strupi. Po obsežni preiskavi so Lavoisin na koncu ujeli in zaslišali. Možno je, da so jo tudi mučili, vendar je gotovo, da so jo držali v stalnem stanju opitosti, da bi še naprej govorila. Na koncu je izdala ime svoje najbolj znane stranke, Madame de Montespan. Lavoisin je trdila, da je Montespanova kupovala afrodizijake in z njo izvajala črne maše, da bi pridobila in obdržala naklonjenost kralja pred tekmicami. Čeprav ni bilo dokazov, razen njenih izpovedi, je to močno negativno vplivalo na njen ugled. Poleg tega so mnogi verjeli, da je Madame de Montespan prav tako skovala zaroto, da bi ubila kralja. Znano je bilo, da njen odnos z Ludvikom XIV. Ni bil več tako močan kot prej. No, kralj je pokazal zanimanje za vojvodinjo Fontaž. Nekateri so verjeli, da je bila Montespanova pripravljena kralja zastrupiti, če bi jo gospodična Fontaž zamenjala. Vendar je gospodična Fontaž umrla leta 1681, preden bi se lahko razmerje s kraljem razvilo. Seveda so, glede na situacijo, nekateri verjeli, da je bila njena smrt delo Montespanove, vendar je verjetno umrla naravne smrti. Verjetno je dodatne sume na Montespanovo vrgla njena služkinja, ki so jo pogosto omenjali v povezavi z Lavoisinovo. Generalni policijski inšpektor Gabriel Nicolas de la Reine, ki je bil odgovoren za reševanje škandala, je opazil veliko neskladij v pričevanjih glede domnevnega načrta Montespanove, da zastrupi kralja. Zato je verjetno bila nedolžna glede teh obtožb. Kralja so te obtožbe proti materi njegovih otrok šokirale in je hitro poskrbel, da je bilo vse, kar je bilo proti Montespanovi, ovrženo in skrito. Na primer, ukazal je, da se pričanje proti Montespanovi odstrani iz spisa. Potem so bili obtoževalci Montespanove skrivaj dosmrtno zaprti. Seveda Montespanova nikoli ni bila zaslišana, niti soočena s svojimi obtoževalci. V naslednjih letih je postajala vse bolj dejavna v dobrodelnih delih. Ustanovila je bolnišnice za starejše in sirote, internat za revna in osirotela dekleta, ter celo zatočišče za najbolj obubožane prebivalce Pariza. Leta 1691 se je Madame de Montespan odločila umakniti z življenja na dvoru in začela versko življenje v samostanu v Parizu. Dodeljena je bila zajetna pokojnina v višini $500 000, ki jo je uporabila za dobro drugih. V svojem dolgem umiku iz javnosti je Madame de Montespan darovala velike vsote bolnišnicam in dobrodelnim ustanovam ter bila tudi velikodušna pokroviteljica umetnosti. Zadnja leta življenja Madame de Montespan so bila posvečena zelo strogi pokori. Kot končno pokoro pa je prosila svojega moža za odpuščanje in da bi se ji ponovno pridružil, vendar je to zavrnil. Kljub temu je, nenavadno, preden je umrl, razglasil svojo ljubezen do Montespanove in jo imenoval za izvršiteljico svoje oporoke. Madame de Montespan je umrla 27. maja 1707 v starosti 66 let,
verjetno zaradi bolezni srca. V dneh pred svojo smrtjo je prehajala iz zavesti v nezavest in je bila zelo zadihana. Pred svojo smrtjo je prosila vse za odpuščanje. Njena zadnja beseda je bila: oprostite. To je bil History Profiles, ki vam je pripovedoval. Povezava do mojega kanala je v opisu spodaj. In brez skrbi, Forgotten Lives se bo vrnil naslednji teden z novim videom. Adijo!